novinarski konferenci ob zaključku 18. festivala slovenskega filma. Danes smo se tu zbrali, da bomo strnili vtise, pregledali, kaj se je dogajalo na festivalu, kakšne so bile odločitve žirije in nekako zaključili v celoto dogajanje tukaj v Portorožu. Jaz bi kar predala besedo direktorju, vodji festivala Igorju Praslu, da nam pove nekaj več o vsem tem. Hvala, Sanja. V bistvu bomo poslušali danes strniti vtise, v bistvu tako še na toplo, kot bi se temu reklo. Naj predstavim najprej goste na tej tiskovni konferenci. V bistvu zelo pomembno je, da imamo predstavnico žirije, Varja Močnik, ki je prevzela to zelo pomembno vlogo. Ostali štirje niso imeli več atoma moči, da bi zmogli in so šli v bistvu že na svoje profesionalne in osebne zadeve urejati nazaj v Ljubljano. Z nami je del ekipe zmagovalca oziroma prejemnika Vesne za najboljši celovečerni film Idila, Zoran Đeverdanović, producent, Jurij Drevenšek, igralec in torej prejemnik Vesne za glavno moško stransko vlogo, in Nika Rozman, prejemnica Vesne za glavno žensko stransko vlogo. Oba smo včeraj tudi pogrešali na sami podelitvi, ampak zdaj se to popravlja in boste imeli možnost v bistvu malo povedati, strniti svoje vtise. In me zelo veseli, da je z nami tudi Valerija Zabret, torej dobitnica Vesne za najboljši študijski film. Univerzo v Novi Gorici predstavljaš in naslov tvojega filma je Izgubljeni. Oddaljen spomin. Dobro, zdaj smo to rešili, to predstavitev. In bomo povedali še nekaj številk. Mislim, da je prav, da se v bistvu naredi rezime, da se predstavi pač neka rahla statistika. Številke so pomembne ali niso, ampak mislim, da govorijo same za sebe na nek način. Na 18. festival slovenskega filma se je prijavilo 146 filmov, 97 jih je bilo prikazanih, Varja in žirija jih je pogledala 63 v tekmovalnem programu. Ta številka se zdaj mogoče sliši manj, kot kar se je videlo. Zelo smo veseli, da smo do včeraj našteli 7000 obiskovalcev in obiskovalk na samem festivalu. Številke, koliko ljudi nas gleda po akademski televiziji, še točno nimamo, ampak mislim, da bi lahko prišteli še kakšnih dodatnih 2 do 3 tisoč, tako da je to zelo dobra številka. 85 akreditiranih novinarjev smo imeli, Sanja, in 640 akreditiranih gostov festivala. To so pač številke, ki so, se mi zdi, kar velike za to našo slovensko realnost, za to filmsko sceno, in mislim, da se je letos pokazalo, da je festival slovenskega filma upravičen do svojega obstoja, da je pomemben in da se v bistvu dogaja, da postaja vedno bolj, ko bi temu rekli, referenčno srečanje v bistvu slovenskih filmskih delavcev in delavk in tudi nekaterih gostov iz tujine. Jaz bi začel z Varjo. V bistvu čist na toplo, tako recimo post festum, vem, da smo se utrudili zelo, vem, da ste komaj zmogli, dejansko mislim, da smo tudi včeraj do zadnje ure čakali še na rezultate izbora. Kaj bi rekla, v bistvu, mogoče celo, mislim, o sodelovanju s kolegi in nekako en splošen vtis, mislim, tudi pogledani filmi in kje smo danes, kje je ta, recimo, točka kvalitete oziroma kaj lahko rečemo o slovenskem filmu danes po ogledanih 63 filmih. Ja, začela bi mogoče s tem, da se ta žirija res tako blazno lepo sestavlja, tako da hvala, zato ker kljub pač naporom, rečemo temu, gledanja filmov enega za drugim, smo spoznali par novih prijateljev in se blazno lepo imeli. Ta postopek žiriranja tudi nam ni bil blizu in je tudi nekaj zelo zanimivega se zgodilo, zato ker mi smo filme gledali, se o vsakem filmu ali pa programu filmov že takoj tudi pogovarjali, ampak potem pa seveda ves ta čas preživljaš s sabo skupaj in s temi filmi in je to pač res rata ena gmota, ki je čist noter si v vakuumu. Filmov je bilo res veliko. Jaz mislim, da je zanimivo tudi to, da seveda mi smo strokovna žirija, in jaz tudi mislim, da v strokovnosti tukaj ni
nekih pomislekov, ko smo vsi upleteni ali v produkcijo filmov ali v teorijo kakorkoli in se resno ukvarjamo s filmom, resno razmišljamo o filmu, ampak se mi zdi, da ta strokovnost je na koncev samo neka baza. Na koncu se za filme odločaš tako, kaj ti naredi. In sicer imaš tukaj še 5 glav, ki jim drugače dogaja, ne? In potem smo razpravljali in prišli do odločitve. Dajmo še v bistvu imenovati tvoje kolege. Gregor Božič, mladi talentiran filmski avtor, ki je dokončal svoj študij v Berlinu in pripravlja svoj prvi celovečerni film. Siniša Gačič, ki ga vsi poznamo in smo ga lani imeli čast gostovati na Festivalu slovenskega filma in je tudi prejemnik Vesne za najboljši celovečerni film s svojim dokumentarnim filmom Boj za. Polona Petek, ki je profesorica filmske teorije oziroma zgodovine filma tako na GRFT kot na Filozofski fakulteti, in Simon Pintar kot direktor fotografije. Zanimivo je povedati to, da sta in Polona Petek in mislim, da Gregor Božič prvič bila v žiriji, ne? Ti si to že upravljala in to je zelo specifično delo in se mi zdi, da tudi to je pomembno za strani festivala, da postavi nekoga pač strokovnjaka v vlogo žiranta, ki si upa in še posebej pri slovenskem filmu dejansko dati sodbo in ampak kot si rekla, mislim, da ste izbirali s srcem, subjektivno in obenem pa zelo razpravljali o tem, da kakšna mogoče preveč čustvena odločitev ne bi bila sprejeta, ne? Ne, se ne more biti preveč časa, da bi bili kar eni čustveni izlivi. Jaz sem tudi bila žirant v nekih zelo majhnih festivalčičih, mislim, to je bil kar zalogaj zdaj. Kaj bi rekla o kvaliteti oziroma o stanju slovenskega filma, čeprav to je težko vprašanje, ne? Mislim, da tukaj moje mnenje ni čisto relevantno ali pa tudi objektivno. Jaz tudi na filme ne gledam kot na neke regionalne pojave. Eno je kulturna politika, v kateri bi lahko kaj pizdakala tukaj, ne? Pa ne bom, ker se mi zdijo kakšne druge politične zadeve v tem trenutku bolj pomembne za naš prostor. Kar se tiče pač ustvarjalcev, je pa tako, pač eni so mi blizu, eni mi niso. Mislim, da je nivo produkcije zelo dober, da je pa mogoče, tu zdaj v svojem mnenju govorim, ne? A veš, ne v mnenju žirije nasploh, ker pač... Vi ste podali včeraj tudi na odru svojo izjavo, v bistvu skupno, ne? In potem pač zelo čestitam v bistvu te obrazložitve nagrad so bile zelo dobro. Ja, ne, pa kakor smo zelo različni ljudje, a ne, vsi na nek podoben način gledamo na film, pa tudi na svet, kaj je pomembno, kaj nam je pomembno in pri filmih, kaj gledamo in pač. A je kakšno vprašanje iz občinstva prisotnega v Zeleni dvorani portoroškega auditorija, predvsem mogoče kakšnega od novinarjev, novinark za Varjo Močnik? Gospod? Dobar dan, slovenski utrip Krajnc. Lep pozdrav in čestitke še enkrat za, kot kaže, ne vem, če sem dobro razumel, najmnožičnejše prispevki v teh letošnjem festivalu. Vendar nekako sem dobil občutek, da večja kot je kriza v kulturi, več je filmov in bolj ste pridni in več sproducirate. Vse tako je razvidno. Ne vem, koliko je bilo lani, predlani. Zdaj, jaz bi rekel tole, ne, to ni samo vaš festival, to je slovenski festival, slovenski film in temu primerno bi bilo treba tudi nekatere stvari malce popraviti, ne mi zameriti, jaz sem dolgoletni novinar. Slovenski utrip je objavil 125 fotografij iz prvega srečanja oziroma z uvoda in danes so objavljene tudi vse fotografije z podelitve Vesen in pa ti dogodki. Moram pa reči, da sem se pri fotografiranju zelo namučil. Namreč priporočal bi, ne mi zameriti, ampak kakšne teste prej, kako se na odru postavljamo. Gospod, jaz bom zdaj kar prekinil, ker v bistvu, če se bomo začeli pogovarjati o izgledu, o Japonkah, o oblekah, o postavitvah, mislim, da ta debata ni tukaj primirna in mislim, da... Dobili ste možnost, da vprašate Varjo Močnik kot predstavnico žirije in niste razumeli tega, kar smo vam postavili. Vzam zakup za naslednjič, hvala. Hvala lepa. A imamo še kakšno vprašanje? Varjo, ja, glede, omenila si že sama, da biti žirant ni tako enostavna naloga.
Kje najti tisto notranjo noto, da dejansko res stojiš za svojo izbiro, ker kot je Igor že izpostavil, Slovenija je majhna. Vsi vemo, kdo je dal glas, vsi vemo, kdo stoji za oceno in sem prepričana, da se najde kdo, ki je morda užaljen, zakaj pa nisi dal meni in potem na afterju te mal povleče na stran. Se je kdaj kaj takega dogajalo, si kdaj kak neprijeten občutek iz tega konteksta? Ne, včeraj ni bilo na srečo neprijetnih občutkov, je pa sigurno med ljudmi, ki niso dobili nagrade, tudi nekaj mojih prijateljev. Ampak žirija smo vsi bili ljudje, ki ful filmov gledamo, tako da lahko ločimo človeka od filma. Seveda potem razmišljaš, se imaš glavo polno reči, ne? Ampak nič ni bilo. Včeraj je bila odlična atmosfera, tako da smo bili ful veseli, lepo je bilo. Mogoče jaz lahko dodala k tej stvari eno vprašanje. Mislim, da je tale konferenca danes predvsem, kot je bilo že povedano prej v Ljubljani, zato, da bi nekako razčistili problem, ki je lani nastal in sicer v tem kombinaciji nagrad, ki se podeljujejo celovečercem oziroma kratkim filmom. Me zanima, kakšno stališče izhodiščno je imela letošnja žirija glede na ta problem od lani, če bi mogoče to povedali. In drugo vprašanje me pa zanima, kako je potekalo žiriranje, pa če mi mogoče lahko malo poveste o glavnih kandidatih med študijskimi filmi, kjer je zmagal pravzaprav en tak neki poseben film, ne? Morda ni toliko filmski, kot je nekakšen res eksperiment v tem smislu, ne, in no, to dvoje. A lahko jaz prvih, v bistvu, da se obrazložim pravilnik festivala in vse pač, kar se žirije, potem tle Varja in potem je tle Valerija, ki bo lahko o svojem čudnem eksperimentalnem filmu tudi kaj več povedala. Tako je, ne, zdaj jaz mislim, da lani problema ni bilo, mislim, problem je bil ustvarjen, kajti študentski diplomski kratki film je prejel večino vesen. To je v pravilniku festivala omogočeno, tako da iz te strani je tukaj vse čisto in jasno, ne. Zdaj, problemi so najverjetneje pri seveda razlikovanju, ki se mi zdi normalno, ne, celovečerni igrani film v smislu produkcije, v smislu vloženega dela, v smislu ekipe ljudi, ki se z njim, se ne more primerjati z kratkim študentskim filmom, ne? Ampak v bistvu se mi zdi, Varja, kot si ti prej povedala zelo lepo, film je film in gledaš v bistvu vsak film posebej in čakaš, da ti kaj naredi ali ti ne naredi. Tako da recimo tudi konkretno tukaj mislim, da je veliki zmagovalec, če lahko kot velikega zmagovalca sploh tako označimo, je Ljubezen na strehi sveta, kratki film Jana Cvitkoviča, ki je prejel večino nagrad, tako da se sprašujem, zakaj je to problem, ne? Če kratki film pač po mnenju strokovne žirije ima v sebi več, kakor ga ima kateri celovečerni. Ja, ne, meni se tudi zdi, jaz tudi na filme gledam tako, da jih enačim, pač, da tudi 2 minuti lahko, a ne v nekem trenutku prekašata gledati zelo dober film, 1,5 ure, s tem se ne bi obadala, seveda je tukaj delo, ki je vloženo, mislim, to so res, celovečerni film je res težko narediti. Čisto vsakega naredi je mogel se zelo potruditi. Druga stvar je pa to osnovno stališče. Druga stvar je to, da jaz tudi že preden sem bila v žiriji, se mi zdi pač žirija je en skupek ljudi, en skupek razmišljanj in pač zmer je to nek pogled na film. To ni zdaj objektivni pogled na film, tako da to je druga reč. Tretja reč je pa to, neka osnovni naš odnos do tega, kako zbirati filme, ga ni. Zaradi tega, ker ti v žirijo prideš in misliš, da boš gledal filme kot filme, pač kot gledaš ponavadi filme, a ti je všeč, a ti ni kaj dober, ampak potem se ti pa tekom tega, ko gledaš, seveda naredi kontekst tega festivala in kontekst vseh filmov, ki so pač v tekmovalnem programu in potem začne se, pač zgodi se en nenavaden kontekst, ki ga ne pričakuješ, pa je jasno, da se bo zgodil in to je kontekst vseh filmov, ki smo jih gledali. Tako da potem se znotraj tega seveda tudi zgodijo neke reči in dogajajo se do zadnjega trenutka, ko gledaš filme in pol, ko se še pogovarjaš. To, pa čudni tvoj film? Ne, čakaj, v bistvu ne, saj ti Valerija Oddaljeni spomin si celo napisala v sinopsisu, da gre za video poezijo o časih, ne, in v bistvu je relevantno vprašanje, ne, je video poezija, ampak vseeno je film, ne.
In tukaj se mora ta debata v bistvu zaključiti, kajti govorimo o tudi televizijski produkciji, govorimo o dokumentarnih filmih, govorimo o filmih, ki danes sploh jim je težko določiti žanr, ker so križanci med različnimi žanri. Tako da mislim, da Festival slovenskega filma mora prikazati vse najboljšega in opozoriti tudi na recimo različna področja filmskega delovanja v tej državi. Ne? Ena stvar je tudi definicija eksperimentalni film. Jaz mislim, da vsak film, ki nekaj pomeni, ki nekaj naredi, je eksperimentalni film. Te definicije, tudi dokumentarni igrani, so zdaj res zmer bolj zablurane. Vsak film, ki gre en korak naprej, je eksperiment. Tvoj film je nenarativen film, ampak pove pa zelo veliko v zelo kratkem času. 2 minute 43. No, meni se zdi recimo daljši, ki ga gledam. A veš? Da ne bi bilo narobe razmišljeno, jaz nisem rekla, da je to slabo, karkoli, jaz sem samo želela nekako, ker lahko se pojavi nekakšno vprašanje. Vaša stališča v komisiji, kako je prišlo do tega, da je recimo nek film, ali se ni važen kateri, da je nek film pride na površje. No, ste zelo lepo razložili. Gospa režiserka me je pa itak impresionirala že ob filmu, ko je prišla na oder in je prinesla to atmosfero ljubezni do filma in do te ladje, v kateri je posvetila praktično ta film, tako da čestitke. No, Valerija, zdaj nam poveš, kako ti delaš filme, no? Ta film v bistvu prikazuje nekako moj stil. Jaz poleg tega filma dejansko delujem na takem področju. Jaz sem študirala na Visoki šoli za umetnost, potem zadnji letnik sem šla tudi v Prago na FAMU in potem na magisteriju sem šla spet na Visoko šolo za umetnost in zadnji letnik na akademijo na Portugalsko. Tako da pač imam tudi nekaj mednarodnih izkušenj in skozi vse to sem seveda delala tradicionalen igrani film, narativen, ampak sem nekako začela postransko razvijati tudi svoj stil in ta film je v bistvu produkt tega, kaj jaz tudi delam še poleg tradicionalnih študijskih filmov. Tako da gre res za nek poseben stil in ga tudi razvijam v vseh svojih ciklih. Tako da zato je tudi ta film tukaj in sem zelo vesela, da je bil izpostavljen, ker mi nekako da spodbudo, da poskušam dejansko razvijati še naprej nekaj več, kot sem pridobila v šoli taka znanja. No. Tako da upam, da vam je bilo všeč, da je malo drugače vseeno. Valerija, glede na to, da smo imeli 2 programa študentskih filmov in si se udeležila obeh, torej si tista, ki lahko zdaj iz prve roke pove najboljše v bistvu, kako vidiš ti pač kvaliteto slovenskega študentskega filma. V bistvu treba povedati, da imamo torej 2 akademiji, 2 šole, torej Univerza v Gorici in AGRFT v Ljubljani. Odločili smo se na festivalu, da je zelo pomembno slediti in prikazovati tudi slovenske študente, ki študirajo v tujini. Tako da smo predstavili delo študentke Ane Trepše, ki študira na Akademiji za dramske umetnosti v Beogradu. Torej, tvoj vtis o pač nivoju študijskega filma v Sloveniji danes? V bistvu jaz sem si več ali manj vse pogledala na festivalu. Sem bila zelo pozitivno presenečena, zato ker sem bila zdaj glih 1 leto na Portugalskem in sem gledala pač tuje študente, tudi v Pragi, in bi lahko rekla, da se mi definitivno kosamo z njimi in se mi zdi čudno, ker velikokrat poslušam mlade, ki rečejo, da pri nas to ni tako dobro, ampak če pogledaš tuje filme, dejansko smo v samem vrhu, no, bi lahko rekla. Po kvaliteti, definitivno tehniki, vsebina mogoče še malo bolj, da bi si upal, ker v času študija se mi zdi fajn, ti še nisi v biznisu, ti lahko eksperimentiraš, lahko tudi malo kršiš pravila znotraj seveda določenih pravil, tako da bi pač nekako spodbudila mlade, da tudi poskušajo, ne da gledajo stare filme pa reče, ok, bom jaz malo remake starih filmov naredil, ampak čist nekaj novega, svežega. Ker dokler smo še nekako malo zvato uviti v študiju, si bi lahko upali malo več. A pa bi, sedem, če mogoče to na mestu, izpostavila še kakšen drugi naslov iz študentskega programa, ki se ti je res vtisnil? Oprosti, če sem te zdaj na prvo žogo. Ne, v bistvu jaz sem zelo slaba z naslovi, to moram priznati. Zdaj, ko si me to vprašal, imam odlomke iz filma v glavi, tako da vam žal ne moram povedati točno, kjer ga. Je pa v vsakem ciklu, ko so bili študentski filmi, eni 3, tako res, da so bili dobri v vsakem ciklu. Sam žal ne moram povedati, si nisem zapomnila. Kaj pa boš, ti si končala študij, ne, v bistvu? Jaz sem, zaključila sem vse izpite, zagovor imam novembra še za magisterij. Tako
tako da drugače sem pa vse zaključila. Ja. Tudi prvo stopnjo, se pravi diplomo, tudi v Pragi, ko sem bila na izmenjavi, sem vse zaključila. Že. In kako naprej? To je večno vprašanje, ki ga je vsakemu študentu treba postaviti. Torej, končala si šolo, iz tega vakuma si ven prišla, torej iz situacije, kjer si imela omogočene produkcijske pogoje, oziroma kakorkoli že študijski proces se razlikuje od šole do šole, ampak kaj boš naprej? Ostaješ v Sloveniji? Ali... Ja, jaz sem že v času študija, že na prvi stopnji, že vsa 3 leta delala aktivno izven šole, karkoli se je dalo, tako da sem po diplomi takoj že dobila status samozaposlenega v kulturi kot videast, tako da 2 leti delujem že v tem fahu. In zdaj delam samo še nadgrajujem. Nekako tudi, ko sem bila na magisteriju, nisem razmišljala, da sem študentka, ampak da sem avtorica, ker sem opazila, da pri določenih sošolcih in drugih sovrstnikih so čakali do zadnjega dneva, kaj je diploma in pa so bili šokirani, ko so prišli ven, pač sicer z vajami iz šole, ampak težko je kar iz nule začeti. Ves čas je treba v času študija že delati, tako da moj pogled naprej je, da bom poskušala pridobiti še več sredstev, da bom sploh lahko delala večje zadeve. Tako da računam malo na to. V tujini sem bila zelo dobro sprejeta, moji filmi so bili tudi v ZDA prikazani in drugje, pač kratki filmi. Tako da jaz sem zelo vesela, da me je končno tudi slovenska žirija opazila in upam, da bomo še večkrat stali na takih odrih. In ne samo, da bom tukaj dobila nagrado, ampak da bo nekako ta nagrada bila za vso Slovenijo, tako nekako bi rada posvetila vsem mladim. Ta nagrada, in tudi, če se navežem nazaj na vprašanje tega problema lanskega leta, ker dejansko je Dominik Mencej, avtor Prespane pomladi, dobil v roke oziroma na svoj hrbet eno tako težo 6 vesen. A je ta nagrada, mislim, koliko je pomembna zdaj? Zdaj pač sediš tukaj, dobila si nagrado, mediji bodo o tem poročali, ampak a je to pomembno, to tekmovanje, oziroma tudi tebi osebno, ali pač ali ne, mislim. Ta nagrada je definitivno zelo pomembna, predvsem zato, ker jaz sem ves čas zdaj begala po raznih tujinah in se iskala, zdaj pa, ko sem prišla nazaj, sem rekla, pa daj se bom prijavila, da vidim, kaj pa je slovenska scena misel o mojem delu, če sploh dobro delam, ker jaz sem zelo kritična do svojih del. Tako da, ko sem zdaj to nagrado dobila, se mi zdi, da je prostor tudi za neke novosti v Sloveniji in bom tudi več tukaj. No, tako. Poleg tega pa, kot si rekla, da imaš status na Ministrstvu za kulturo, mislim, da si delah mirna vsaj 1 ali pa 2 leti zaradi te nagrade, da sam to prijaviš. Tako da to je zelo pomembno. Varja tudi v bistvu edina nacionalna nagrada na področju filma. A ste razmišljali v žiriji tudi o tem, ali je pač to nek podatek, ki ni relevanten pri tem odločanju o filmih? O čem? O mladih potencialnih avtorjih, o tem, kaj pomeni ta nagrada konkretno. Ja, tudi se v kakšnem momentu to pogovarjaš, ampak ni pa to neko temeljno vodilo. Dobro. Tudi ja, bi še dodala, ko sem delala ta film in vse moje filme, ki delam, nikoli ne razmišljam o tem, da bi bili zdaj, to bo pa zdaj za neko nagrado. Meni je zelo všeč, da delam to pač zato, ker imam strast do filma, tako da sem ful vesela, nisem še niti zdaj sprocesirala vsega, da bi razmišljala o teh statusih, ampak ja, definitivno upam, da bo država še naprej omogočala, da delam sploh na tem področju. Iz tvojih ust v Božje ušesa, ne se reče, ne, čeprav... A imamo... Ministrska ušesa, ja. A vprašanje za Valerijo iz občinstva? V bistvu za Žirantko eno vprašanje. Omenili ste, da ko gledate filme, da začutiš nek kontekst vsega. Kaj bi rekli, da je letos recimo bil kontekst, glede na to, da je zmagala Grozljivka, nagrado občinstva je dobil tak zanimiv dokumentarni film? Ne, jaz sem v bistvu govorila o kontekstu vseh teh filmov, ne? Ja, ker so zelo različni, tako da jaz ne bi mogla postaviti, ok, tukaj je nekaj. Jaz mislim, da je nivo produkcije zelo visok, da so ekipe popolnoma profesionalne, da imamo dobre avtorje v različnih sektorjih, zelo dobre. Da pa mogoče pogosto filmi se ne umeščajo v noben svet, ki bi ga jaz poznala, recimo. Lahko jaz dodam, Varja, na to še nekaj, v bistvu, da se mi zdi zelo pomembno in bomo zdaj malo začeli v bistvu par vprašanj postavili tudi ekipi Idile in Zoranu predvsem, to, da se pojavljajo tudi novi producenti,
mlajša generacija, bi temu rekli, oziroma sploh ki, a veš, Blade Production, se noben ni vedel nič verjetno o tem, razen tistih, ki so res sledili tvoje delo, vaše delo. Ampak to se mi zdi, da je ključnega pomena, da dobijo mladi možnost in da se tudi mladi, recimo študenti, ki končajo študij, v bistvu odločajo za svojo produkcijsko hišo, oziroma da sami ustanovijo svoj studio, kar lahko včasih pomeni 2 ali 3 ljudi v eni sobici, ampak važno je to, kako delaš in zakaj delaš in na kakšen način stvari delaš drugače. Ne? In se mi zdi, da smo uspeli preiti ta prak, v bistvu, ki se je še pač v slovenskem filmu v bližnji preteklosti dogajal, ker so 3-4 producenti v bistvu odločali in dobivali sredstva, da so snemali svoje filme, ne? In dejansko mislim, da se od zdaj dalje šele začnemo pogovarjati o neki filmski sceni v Sloveniji, o industriji se ne moremo, čeprav v bistvu sektor postprodukcije predvsem deluje kot industrija, v bistvu predvsem videli smo to tudi v koprodukcijskih filmih, da so slovenski oblikovalci zvoka, direktorji fotografije, torej postproducenti zelo na visokem nivoju, ne. Žal, industrije pa ni, ne, in v bistvu se lahko ta neka mini industrija oblikuje, se lahko neka interna scena oblikuje, se lahko pač torej produkcije, kakor je se zgodila Idila, to je realnost in od tukaj dalje štartamo šele, se mi zdi, ne? Ja, meni se zdi recimo profesionalen nivo posameznikov, delavcev na filmu ful visok, medtem ko neko okolje, a ne infrastrukture, pa sploh se mi zdi, da slovenski film še nikoli ni bil zares profesionaliziran in to se mi zdi, da je politika kriva pač, ki je ni. Ker se vsak nekaj izmišljuje in potem gre. In potem nov pride in gre. Na tem mestu naj opravičim tudi Jožka Ruterja, direktorja Slovenskega filmskega centra, ki bi lahko tudi podal še kakšno obrazložitev. Zgodaj zjutraj je že odletel na festivalu San Sebastian. Ampak v bistvu se mi zdi, da moramo opozoriti na to, da imamo vsaj končno torej nekoga, ki vodi slovensko inštitucijo, filmsko inštitucijo, ki je vsaj pripravljen na dialog in posluša v bistvu vsakega, ki ima kaj zapovedati, ne. Zoran, zdaj tle vas mučimo, daj nam najprej povejte nekaj vtise, no zdaj, še tudi, ki se verjetno niste strnjeni, a si sploh včeraj razumel, ko si na oder prišel tokrat tudi namest njiju dveh, ki sta prihajala prepozno, ne, in nam je zelo žal, da nista doživela tega občutka pred skoraj razprodanim amfiteatrom. Kaj ti praviš, čisto osebno me zanima? Mi smo še zdaj vzhičeni, nismo pričakovali vse te nagrade, tako da hvala komisiji, hvala publiki, hvala Slovenskemu filmskemu centru in vsem, ki so pomagali pri tem projektu, ki so ustvarjali ta projekt. Dajmo čisto tako. Tako da nismo pričakovali tega rezultata. Prvič je to mlada produkcija in smo še zdaj pod vtisom, pa čisto vzhičeni. Tvoja produkcijska hiša, zavod Blade Produkcija, sploh kdaj se je pojavila, kako deluje, kaj je... To je 3 leta stara mlada produkcija, 3 leta stara produkcija, naredila smo jo skupaj s Tomažem Gorkičem, z režiserjem, scenaristom, montažerjem Idile in to je bila prva subvencija, prej je Tomaž delal kratke filme, potem smo dobili subvencijo Slovenskega filmskega centra za Idilo in smo ustvarili ta projekt. Tako da jaz bi se pridružil mnenji Varje, da je res celovečerni film težko narediti. Tako da bilo je težko, res težko, pa neizmerno lepo. No, ampak... Tako da smo neko potrditev dobili potrditev z nagradami in... Torej, vsekakor je, upam, da je ta nagrada, da vam bo tudi dala moči in motivacije, da boste film še bolj promovirali po Sloveniji in po svetu, ne? Sledi vam premjera tudi v kinih? Premjera je 29. septembra v kinu Bežigrad, potem pa od 1. oktobra v distribuciji po Sloveniji. Bi pa dal še eno informacijo, pravkar smo zvedeli, da smo sprejeti v tekmovalni program Dracula Film Fest v Romuniji. To je en žanrski festival, ki je znotraj asociacije European Fantastic Film Federation. To je 23 festivalov tega žanra in ta festival je pridružen član te asociacije. Ko že govorimo o festivalih, mislim, da moramo omeniti tudi Grossmanov festival filma in vina in je to na nek način spet paradoks in absurd neke Slovenije, ki ima tako festival žanra grozljivke filmske oziroma
kako bi Grossmana lahko definirali? A se definira oni sploh kot fantastičnega filma, ne? In seveda, kot posledica vsega tega, ta festival v Ljutomeru obstaja že, če se ne motim, 8-9 let. Mislim, da 11 let. Torej, konsekvenca tudi vsega tega je, da se je končno pojavila grozljivka in ta žanr in ne, da se vsi sprašujejo, kako se v Sloveniji pojavi grozljivka, odkje, zakaj, ne, to je, ne. Mislim, da je stvar enega naravnega poteka dogodkov, ne. Ja, jaz bi se ob tej priliki zahvalil tudi ekipi Grossmana. Mi smo imeli na Grossmanu predpremiero in to je bila res lepa izkušnja. Tudi v Cannesu smo imeli skupaj promocijo Idile in pa festival Grossman, kjer so tudi ekipa Grossmana naredila veliko pri promociji Idile, tako da bi se jim v tej priliki zahvalil celi ekipi. Samo še eno vprašanje me zanima, kako boš unovčil 10.000 evrov, ki jih podjetje Teleking podarja ob Vesni za najboljši celovečerni film? Ja, to bomo... Ne, torej naslednji projekt, ne? Naslednji projekt je, imamo 2 kratka filma, en kratek film snemamo zdaj v oktobra, drugega pa januarja. Z Gorkičem. Tako da bomo to brez problema porabili. Dobro, v bistvu to tudi zahvala vsem našim sponzorjem in pokroviteljem. Mislim, da smo uspeli dejansko letos vsaj to minimalno nekako pospremiti nagrajence z neko konkretno nagrado. Varja, a te lahko jaz izkoristim, pa te zdajle prelevim v vlogo voditeljice pogovorov z avtorji, ki se je opravljala na tem FSP-ju že par let in ti prepustim njiju res za en brief intervju. Jaz sem čez kisla. Ja, vse smo si. A prav tako, no dobro, veš kaj me zanima, recimo, ko ste vi delali te vloge, ne? A sta vidva raziskvala žanr grozljivke ali sta šla na psihološke profile likov, kako sta se lotila? A veš, a se zavedata, da sta žanrska lika, a sta se to zavedala, ali sta se bolj poglobila v te njihove zgodovine, kako je bilo to? Ja, jaz sem se, moram reči, da nisem raziskvala prav zares, kaj grozljivka pomeni, ampak sem se pa zavedala, da gre za žanr. Predvsem sem si predstavljala, da je to neke vrste strip, ne vem, risanka, bolj slikovito in sem se tudi zavestno lotila tega, da bom lik ustvarila malo bolj ploskovit. Vedela sem, da je to zelo tvegano. Mame je bilo strah, ker sem, ne vem, nekako sem imela ta strah pred slovenskim filmom, da mora biti zares, ne vem, da mora biti večplastno, ampak sem si potem rekla, ne, prav želim si zdaj tukaj ustvariti en lik, ki bo malo manj plastovit in da ga potem malo na koncu razvijem, no. In sem ful vesela, da sem to probala, kljub temu, da se mi je res del malo tvegano, ker se mi zdi, da se je lepo umestil, no. Tako da sem z zavedanjem, ampak prva izkušnja. Jaz tudi nisem, da bi prav se pa na grozljivke orientiral, ne, v resnici ne vem, če sem videl 3 grozljivke do tega filma, mislim, dok sem ga delal, jih tudi nisem nekako maral, pa to, mislim, pač strah me je bilo, ne. In zdaj pa, ne vem, bolje je bilo, s Tomažem Gorkičem on je zelo hitro v štartu imel zelo jasno idejo, kaj pa kako, pa in je tudi zelo je hitro definiral, tako da smo tudi v neko psihologijo v resnici nisva šla, ker smo ugotovili, da je to sam tip človeka in kaj ta tip dela in potem samo znotraj tega odprla en prostor in se spustila v to not v resnici. In on je toliko fajn okvir postavil, da je bilo znotraj tega v resnici en zelo fajn slalom odvoziti. No. S tem še to, da si pa, kot si že povedal prejšnjič, ko si gostoval v tem studiu, zaradi tvoje maske in vsega tega, te težave, si pa ti vseeno bil, si te spominjala maska, da nisi, da kdo si, ne, v bistvu, ko si pogledal v zrcalo, ki si bil na maski, ne? Ne, s to masko je bilo res, da je bil to en preklop, je bil v resnici v sistemu delovanja, ker je nek fizičen okvir zunanji, ki ga je bilo treba v tem trenutku prebitne. No, mi smo se veliko pogovarjali o tej maski, ne, seveda, ker te pa ona zakriva obraz, ampak prav to se je meni zdelo pa ful dobro, zato ker pač igra ni samo obraz, ne, ampak je celo telo in tukaj res pač, a veš, nemi film, ne. Tam so mogli drugače igrati, zato ker nisem mogli govoriti, ne. Če imaš pa tako masko na glavi, moraš pa spet nekako drugače govoriti, zato ker nimaš mimike, ki bi jo lahko kontroliral, ali kaj pa. Mi smo hitro videli, da recimo ta maska sama po sebi
je sam maska, čist nič drugega. In to, kar ste vidva rekla, to ne funkcionira samo zase. In pač nekako moraš najti, da se to vse poklopi. Ne? Zdaj pa. Zdaj malo soli v bistvu na rane. Vesna za najboljšo masko ni bila podeljena, tako da se žirija ima možnost odločitve dodeliti do 6 vesen od tistih, ki niso obvezne, ne? Ampak pogovarjali pa ste se veliko, ne? Ja, seveda. Sem ne bom zdaj... Ne, se nismo zato tukaj, se tudi, ne, to Varja res še enkrat se zahvaljujem, da si v imenu žirije dejansko prevzela to v bistvu vlogo, da zdaj si na voljo tukaj tudi za razne provokacije in vprašanja. Vprašanja iz občinstva za Idilo, za Jurija in Niko, če ima kdo specifično še kakšno? Ne? Torej, Gorkič vama ni pokazal in rekel, ta film pa morate zdaj videti in v bistvu poskušali bomo na ta način. Se ni to zgodilo, ne? Ne, meni je povedal, da ne gledam Deliverance. Aha, dobro. To sva gledala. Ja, ne, nisem do takrat. Pa to je bilo, mislim, ni bilo nekako, da bi... Res nekako smo se hitro sporazumeli, no. To, kar tudi Tomaž zadnjič rekel. Pa smo pa na snemanju sam udejanili. Eno vprašanje v bistvu tako tipično, ne, slovenski igravci, ne, torej diplomanti AGRFT-ja, ne, praktično iz šole ven in večina vas na Zlatem pladnju lepo gledališče, celo takoj zaposlitev, veliko od vas, ne. Kako mislite, da je to dejstvo v bistvu vpliva torej tudi na filmsko sceno, ne? Ker v bistvu se je potrebno najti čas, ker nisi dobro plačan, ker moraš biti motiviran, ker delaš v bistvu mogoče celo na nek način uslugo nekomu, ne? Da nastopaš v filmu, ne? In ali ta želja potem biti na filmu res prevaga in se vse odločitve sprejemajo zelo lahko, ne? To je vprašanje, ki je malo, ne vem, če sem ga dobro definiral, a ste me razumela? No? Malo je schizofreno vprašanje. Ja, vem, no, ampak... Ne, kako bi rekla, jaz se vedno odločim za film, če se le lahko, res, ker je tudi malo priložnosti in mene to zelo zanima. Je pa res, da v bistvu ravno to, da Zlati pladen, si rekel, ni glih zlat, ampak ja, je, ne, pladen vseeno. Ta sigurnost, v bistvu socialna, mislim, ne, finančna, ki ti jo teater tukaj omogoča, ti potem omogoča, da dejansko lahko za nič ali malo denarja, pa delaš tudi te projekte na filmu iz svoje lastne želje, zaradi tega, ker vse smo imeli govora o politiki in teh sredstvih, kako je okoli produkcije filma. No. Ja, mislim, pri nas je pač realnost taka, da če se hočeš resno ukvarjati z igro, nekje moraš ti ohranjati sam, mislim, kondicijo in da bi ti sam na film računal žalno. Ja, mislim, ne živeti, ne boš ostal v kondiciji, no, ker pač, ne vem, na 2 leti recimo pride kaj, ne, mislim, toliko nas je, da je ta ena frekvenca ob taki produkciji, ki jo imamo, pač ne znese, ne, mislim, da bi ti, in zato so teatri realnost pri nas, ne. Zoran, kaj pa ti? Kot producent, v bistvu, a ti zraven še kaj delaš, da preživiš, oziroma me res zanima? Ja, jaz delam še... Ukvarjam se z investicijami, investicijski inženiring in tako, da je nemogoče, da bi samo od filma zaenkrat preživel. Ne. Mislim, da v realnosti je še toliko bolj naporno samo od filma živeti. Ne. Mislim, lepo bi bilo, ne, vrhunsko bi bilo, znotraj tega budžeta, ki smo ga imeli, je bilo to nerealno. No. Ja, jaz nekaj zdaj tle v politiki ne bi razpravljal, ne, v bistvu sprašujem, če ima kdo še kakšno vprašanje. Vprašanje mogoče tako, no, za konec smo nekako prebrali, da bojo nagrajeni filmi potem v kinoteki v Ljubljani. Imate morda že seznam, katere filme bomo videli, ker to bi mogoče pa bilo fajn, da potem čim več ljudi nekako pride, ne? Se vam zahvaljujem za to vprašanje, kajti v bistvu napoved je bila mišljena na koncu. Že danes zvečer bomo pogledali si torej zmagovalne filmfestivala, videli bomo zmagovalni celovečerni film Idila, zmagovalni kratki film Ljubezen na strehi sveta Jana Cvitkoviča in Oddaljen spomin Valerije Zabret, torej zmagovalni kratki film. A to tukaj od? Tukaj danes večer in v kinoteki, torej Varja, kamor se vračamo. Varja je programska direktorica kinoteke in mislim, da bomo v sredo res vabimo vse, ki niste uspeli biti v Portorožu in ki
vam je mar do slovenskega filma in bi si radi ogledali tako Idilo kot oba kratka filma premierno v sredo zvečer v Slovenski kinoteki, kjer se bomo tudi potem v nekem sproščenem ozračju družili in pogovarjali o filmih. Tako da se zahvaljujem obenem tudi Slovenski kinoteki kot partnerju festivala. A bomo Mančka lahko iz filma gledali tam? Ne, Mitja Manček in to je seveda program je celovečerni, igrani, kratki in študijski film, eksperimentalnega, animiranega oziroma celo potem dokumentarnega ne bomo mogli pokazati. Mitja Manček pa nima še 35 milijonske kopije narejene za predvajanje v kinu. Mislim, da smo se počasi nam vsem, v bistvu ta selitev na zrak po kisik je nujna v tem trenutku. Jaz bi se vam zahvalil vsem, ki ste bili tukaj z nami za to zadnjo, se mi zdi, oddajanje v živo, če se ne motim. Ne še, pokazuje mi režija, da se bo še marsikaj dogajalo na Akademski televiziji do zaključka festivala, mislim, da celo še jutri oddajate. Zahvaljujem se vam, v bistvu upam, da smo nekako odgovorili oziroma poskušali odgovoriti sploh na to, kako smo, kje smo, zakaj smo se tako odločali. In naj živi slovenski film, bi rekel za konec.